voda, kamen, sonce, čas. Preplet fizikalno-kemijskih dejavnikov je skozi geološko zgodovino ustvaril Kras, kraško pokrajino, ki je značilna za pretežni del Slovenije. Osnovni proces nastanka Krasa je povezan z raztapljanjem karbonatnih kamnin, predvsem apnencev in dolomitov, ki so zaradi tektonskih premikov in lastne teže precej razpokane. Zato meteorna voda, ki se v tleh obogati z ogljikovo kislino in s tem postane izjemno naravno topilo, zlahka najde poti v podzemlje. Ob tem topi karbonatne kamnine in počasi, a vztrajno preoblikuje tudi površje. Zaradi tega je kraško površje vse polno kamna, kamnitih skal, predvsem iz apnenca, medtem ko je Kras na kamnini dolomitu očem bolj skrit. Zaradi raztapljanja karbonatnih kamnin se na površju razvijajo značilne kraške oblike, kot so žlebiči in škraplje, s pomočjo tektonskih procesov pa tudi vrtače, uvale, podolja in znamenita kraška polja. Površinske vode si vztrajno utirajo pot v podzemlje in ustvarjajo odprte vodne kanale, ki se razvijajo v vertikalna brezna in horizontalne jame. V njih se iz prenikajočih vod, bogatih s kalcijem in ogljikovim dioksidom, izloči kalcitna siga. Glede na različne fizikalno-kemijske razmere se izloči kalcitna siga različnih oblik, v manjši meri pa tudi siga in kristali drugih mineralov. Sredi Ljubljane, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, je nastala kraška jama z raznovrstno sigo. Najpogostejša siga so kapniki. Od zgoraj navzdol rastejo stalaktiti, od spodaj navzgor stalagmiti. Včasih pa se kapniki združijo v kapniški steber. Iz drobnih razpokic na stropu rastejo cevasti kapniki, ki jih popularno imenujemo špageti. Kapljajoča voda obrača bolj ali manj okrogel kamenček in tako nastajajo jamski biseri. Le-ti pa največkrat rastejo s pomočjo mikroorganizmov, ki izločajo biofilm, na katerega izločijo kalcijev karbonat zaradi zaščite. Včasih rastejo kapniki prav v vseh smereh. Takšni kapniki, ki rastejo po zakonih kristalizacije in ne zaradi gravitacije, se imenujejo heliktiti. Ob vhodih iz kraških jam lahko rastejo kapniki, ki so usmerjeni proti svetlobi. Razlog za to so fotosintetski organizmi, različni mahovi in alge, ki izkoriščajo vlago in svetlobo takšnih okolij, njihova rast pa povzroča izločanje sige v smeri svetlobe. Podzemne rove lahko pogosto zalije tekoča voda in v takšnih vodnih kanalih se lahko izoblikujejo posebne oblike, fasete. Podzemni potok daje zatočišče jamskim živalim, med drugim tudi največjemu jamskemu vretenčarju, človeški ribici. Kraške jame lahko nastanejo tudi v drugih kamninah, na primer v dolomitih. Ti so navadno bolj svetli in krušljivi, morda imajo nekoliko manj jamskega okrasja, vendar pa je lahko raznolikost mineralov v jamah z različnimi kamninami zato večja. Siga v dolomitnih jamah je praviloma iz kalcita, redkeje pa srečamo kristale aragonita, bodisi v kapniških oblikah, bodisi v drobnih svetlečih kristalih. Kjer se izcejajo črne prevleke iz manganovih mineralov, so kapniki videti črni. V redkih primerih so v jamah kristali sadre. Kraške jame so bile zatočišča jamskih medvedov, ki so se drgnili ob kamnite skale tako pogosto, da so skoraj povsem gladke in se svetijo. Brezna so pasti tako za živali, kot za nanose kamnitega drobirja. Zato v takšnih breznih najdemo kostno brečo, odlomke kamnin, sige in bobovce. V izjemnih razmerah nastane kraška jama tudi v lehnjaku,
kamnini, ki jo prav tako gradi kalcit. Na rast kapnikov lahko vpliva tudi veter, ki sproti odnaša kapljice kapljajoče vode, in zato so kapniki usmerjeni v smeri vetra. Do koder seže vpliv zmrzali v jami, se lahko siga izloči tudi v obliki ledenih kapnikov. V Sloveniji so odkrili že več kot 12.000 kraških jam in brezen. Večina jih je v apnencih, manj pa v dolomitih in konglomeratih. Tu in tam je zakrasel tudi lehnjak, na primer na Jezerskem. Nekaj posebnega pa je podzemni zakraseli svet v Marmorju na Pohorju. Vabljeni v Kraško jamo sredi Ljubljane, v Prirodoslovni muzej Slovenije.